Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji tretje slovenske nogometne lige. Pred nami je sklepno dejanje v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod, sliko pa se javljamo iz Slovenske Bistrice, kjer je pred nami derbi, dvoboj dveh ekip, ki sta v boju za naslov prvaka. Gre za obračun med domačo Bistrico in gostujočo zasedbo iz Rogaške. Pred nami je praktično res izjemen spopad, tudi veliko navijačev, približno 600 do 700 se jih je zbralo danes na tribuni in seveda tudi v sami okolici. Veliko jih je prišlo z Rogaške, ki bodo seveda organizirano podprli svoje moštvo. Če na hitro še preletimo, kateri rezultati na nek način prinašajo naslov domačim ali gostom. Slovenska Bistrica zaenkrat na prvem mestu z 38 osvojenimi točkami, se pravi 3 več od Rogaške, ki jih ima 35. Tako je računica povsem enostavna. Za domače danes igra že neodločen rezultat, na drugi strani pa Rogaška nujno potrebuje zmago, s katero si lahko zagotovi naslov prvaka in seveda tudi posledično uvrstitev v drugo slovensko nogometno ligo. Jasno je, da je pred nami res pravi pravcati spektakel, tekma polna emocij in borbenosti, seveda do zadnjega sodnikovega žvižga. Preletimo še sedaj obe začetni postavi. Pri domačih v vratih Dabanović, v obrambi z leve proti desni Ribič, Vidmar, Rozman ter Pušnik, v zvezni vrsti Korošec, Bračko ter Kristl, v napadu pa Jaša Martinčič, Polegek ter Kovačič. Trener domače zasedbe je Simon Dvoršak. Pri gostih iz Rogaške pa v vratih Bunderl, v obrambi z leve proti desni Rešek, Mraz, Čuček ter Kodelič, v zvezni vrsti Golob, Rokavec ter Anđelić, v napadu pa Neskič, Ploj ter Kmetič. Dolžan sem še sodnike tega obračuna. Glavni delilec pravice bo Damjan Novarlič iz Maribora, njegova pomočnika pa Elmedin Dedić ter Aljaš Holcman, ki prav tako prihajata iz štajerske prestolnice, delegat tekme pa Dejan Germič iz Cerkvenjaka. Domači bodo danes ta obračun odigrali v svojih tradicionalnih rdečih barvah, na drugi strani pa Rogaška prav tako v svojih tradicionalnih belo-črni športni kombinaciji. Mislim, da lahko tudi sami iz ozadja slišite res izjemno vzdušje, ki se ga zagotovo ne bi sramovali tudi kateri klubi iz prvoligaške konkurence. Ekipi sta do sedaj med seboj odigrali, kar se tiče tekmovanja v tretji slovenski nogometni ligi, en obračun in še tega v letošnji sezoni v 10. krogu, ko sta se na koncu razšli z neodločenim rezultatom in sicer 1:1. Takrat so nogometaši Rogaške prišli do zadetka oziroma do prednosti v 62. minuti. Strelec je bil Alen Ploj, za izenačenje pa je v 92. minuti poskrbel najboljši strelec domačega moštva 14 zadetki Jaša Martinčič in na nek način takrat prinesel zelo pomembno točko za domače, katera bi danes lahko bila ključnega pomena, kar se tiče napredovanja v drugo slovensko nogometno ligo. Sedaj že obe ekipi seveda na igrišču pripravljeni za začetek tega obračuna, polna motiva. Navijači, tako eni kot drugi, so svoje ljubljence pospremili z velikim aplavzom ter seveda z glasnim skandiranjem. Žreb na sredini igrišča za žogo kapetan domačih vratar Jaka Dabanović, pri gostih pa vlogo kapetana opravlja branilec, če sem natančnejši, centralni branilec Čuček. In ja, sedaj še zadnji pozdrav nogometašev in spektakel se lahko prične. Gostje so še pred samim začetkom odšli do svojih navijačev ter jih pozdravili, kateri jih dejansko spremljajo na vseh obračunih, tako doma kot na tujem. In danes bi ta podpora s tribun lahko bila ključna, kar se tiče samega razpleta tega srečanja. A jasno, tudi domači na drugi strani seveda na svojem terenu ne bodo kar tako popustili in bodo želeli dokazati, da so gospodar svojega terena. Sredine igrišča bodo krenili prav nogometaši iz Bistrice, kot že rečeno v rdečih barvah, Rogaška pa v belo-črni kombinaciji. Sedaj nas pa šele nekaj trenutkov loči od začetnega zvižga glavnega sodnika.
Sedaj že nekaj navijaškega vložka strani gostujočih oziroma pirotehničnega, seveda kot se zapravi derbi tudi spodobi in spektakel tekma zadnjega kroga se lahko prične. Korošec med tem žogo vrača do Rozmana. Bračko. Kakšnih večjih skrivnosti tako na eni kot na drugi strani enostavno ni, obojni v svojih močnih postavah bi lahko rekli. Na mestu sedaj obramba gostov, domači so začeli nekoliko podjetne in medtem prvi prekršek zakrivil ga je Kmetič. Preoster je bil nad domačim nogometašem, natančneje nad Jašom Martinčičem. Prosti strel sedaj za domače, izvajalec pa bo, kot vse kaže, številko 18 Kristl, čeprav mislim, da smo pri Bistričanih vajeni, da te situacije standardnih položajev izvaja Pušnik. Toda tokrat manjša sprememba, izvajalec številko 18 Kristl. Kristl našel je v kazenskem prostoru številko 14 Vidmarja, kateri pa nenatančen. Še enkrat več lahko vidimo ta poizkus v počasnem posnetku, visok skok Vidmarja, a na koncu nekoliko nenatančen pri samem zaključku akcije. Zdaj pa že lahko vidimo prvi organiziran napad tudi gostujoče zasedbe. Polegek je visoko pritisnil na izkušenega Mraza, ki je brez večjih preglavic razrešil manjšo nevarnost oziroma manjši pritisk strani Polegeka. Zelo glasni so gostujoči navijači, kateri so se res brali v lepem številu, z organiziranim prevozom prišli v Slovensko Bistrico. Medtem za domače Pušnik vrača proti Rozmanu, na Rozmana je pritisnil Ploj. Poskus podaja prostor, odkrival se je Neskič, na koncu nekoliko prehitra podaja za slednjega in brez nevarnosti za Dabanoviča. V skoku najvišji Kristl, preoster na koncu Rešek, še en prekršek strani gostov. Že od samega začetka lahko vidimo, da obojni v samem duelu gredo zelo močno. Brez varovalke bi lahko rekli, brez straha, kar je seveda tudi pričakovano glede na samo situacijo in pomembnost tegale obračuna. A zaenkrat še vedno začetnih 0:0, teče 4. minuta, razen strela Vidmarja, brez kakršnih koli nevarnosti za oba vratarja. Martinčič, na mestu Kodelič, oziroma žoga še vedno v posesti domačih. Ribič je iskal Polegeka, znova na mestu obramba gostov, še enkrat več se z dobrim posredovanjem izkazal Mraz. Iz avta Ribič proti Martinčiču. Nov prekršek gostov, tokrat preoster Kodelič, še enkrat več so na naroben način zaustavili Jašo Martinčiča, ki je zelo nevaren nogometaš, kot že rečeno, dosegel je že 14 zadetkov v tem prvenstvu, več od njega samo nogometaš celjskega šampiona Gal Grobelnik 15. Tokrat pa vendarle izvajalec številko 2 Pušnik. Pušnik proti oddaljenejši vratnici, vendarle previsoka podaja za vse nogometaše v kazenskem prostoru. Golob, goste so že pričeli z organiziranim napadom, nekaj težav je imel samim sprejemom Anđelić. Dovolj hitro se je znebil žoge, da ni svoje nogometaše oziroma svojo obrambno vrsto spravil težave. Kovačič.
tik ob njem Rešek. No, met iz avta bo to za domače. Tako napad proti Kovačiču na mestu Čuček. Anđelić, hitrejši od Anđelića, Korošec, pravočasno na levo stran do Martinčiča. Še vedno Martinčič, Martinčič proti Kovačiču, ta do Polegeka, še vedno Polegek, izbija Mraz. Domači so že od samega začetka stopili zelo visoko, krenili po zadetek. Tokrat pred Martinčičem Kodelić. Boj iz prstni želel odložiti do Anđelića, še enkrat več pa na mestu domači. Korošec, Kristl na levo stran, kjer se odkriva Martinčič, na koncu pa igra z roko enega izmed domačih in prosti strel za Rogaško. Gostje v teh uvodnih 7 minutah brez prave nevarnosti oziroma še niso uspeli nevarne ogroziti vrata vratarja Dabanovića. Sedaj pa še enkrat več izjemno glasna podpora za goste. Golob spodaja na desno stran, kjer je Kmetič spustil proti Anđeliću. Mešal se Korošec, prekršek Ploja in prosti strel za Bistrico. Kristl nastreljal je Ploja. Vidmar mirno proti Rozmanu. Pušnik takoj do Korošca. Korošec je na nek način, bi lahko rekli, švicarska banka z žogo v nogah. Kristl nekoliko na pamet iskal je Martinčiča, spodajal v prostor, vendarle manjši nesporazum med tema dvema nogometašema. Rokavec, Ploj. Dobro se je znašel Ploj, v obrambo se je vrnil Martinčič in priboril avt za svoje moštvo. Znova je z avta Ribič, našel je Polegeka, vendarle na koncu najbolj spreten Rokavec, ki je žogo mirno vrnil svojemu kapetanu. Mraz med tem z diagonalno podajo na levo stran proti Neskiču. Žoga je zapustila igrišče in nov avt za domače. Tokrat je ta pritisk, katerega so gostje vršili na zadnjo vrsto domačih, obrodil sadove in avt za Rogaško. Kmetič vrača do Kodelića. Martinčič, še vedno Martinčič do Bračka. Uspešnejši od Bračka je bil Golob, vendarle napako svojega soigralca popravlja Rozman. Nekaj sreče sedaj tudi za goste. Rešek nanje ostro štartal. Številko 18, Kristl. Bomo videli, ali bo glavni sodnik pokazal rumeni karton Kristlu za ta oster štart. V časnem posnetku še enkrat lahko vidimo ta prekršek. Nekoliko je zamudil Kristl v samem štartu. Vendarle sam mislim, da ni bilo namere, da bi poškodoval nasprotnika, zato tudi opozorilo za Kristla brez kartona.
Izbija Ribič. Pametno sedaj Kristl prepušča do žoge Kovačič. Še vedno Kovačič na levi strani je iskal Martinčiča. Vmešal se je Kodelič, ki je zaenkrat dobro pokril v fazi branjenja Martinčiča. V samostojni akciji Kmetič, od njega pa uspešnejši Ribič, ki takoj s podajo napad išče Polegeka, hitrejši od Čutka Polegek. Dobro se je znašel Polegek, vendar je na koncu nekoliko prekratek in out za Rogaško. Težave sedaj za Kristla, hitrejši je bil Golob, vendarle je igri dobro sledil Pušnik. Sedaj nekaj raztrgane igre na eni in drugi strani, veliko prostora, pa se sedaj odkriva Ploju, ki je zelo nevaren, še vedno Ploj. Ploj v samostojni akciji, Ploj strelja, obramba Dabanoviča. Obramba Dabanoviča, hiter protinapad gostov in prva prava priložnost za Rogaško. Hiter protinapad, poglejmo si še enkrat več to samostojno akcijo Ploja. Ploj in Rozman 1-1. Strel in obramba z nogami vratarja Dabanoviča in prvi kot za Rogaško, izvajalec pa Anđelić. Oziroma izvajalec Martinčič. Martinčič s podajo iskal je Polegeka, hitrejši, spretnejši Rešek. Izbija Rozman. Korošec najvišji v skoku, vendar je žoga na koncu do Wunderla. Nov pirotehnični vložek gostujočih navijačev, ognjemet. Res izjemno vzdušje imamo tukaj v Slovenski Bistrici, ki so ga po večini pripravili navijači Rogaške. Rozman vrača do Vidmarja, ta se je odločil za izbijanje. Kmetič višji od Ribiča, nov račun Ribič-Kmetič, izbija nogometaš domačega moštva, iz avta za Rogaško pa Kodelič. Pred Plojem Korošec, prekršek nad Polegekom. Visok ritem spremljamo že od samega začetka, tako eni kot drugi si želijo prevlade na terenu. Zaenkrat morda nekoliko, kar se tiče posesti, uspešnejši domači, a res tisto pravo priložnost so zaenkrat imeli nogometaši Rogaške, natančneje Ploj, ki pa je zapravil, oziroma Dabanovič se je izkazal z obrambo. Kristl do Korošca, Korošec s podajo, z visoko podajo prostor, brez pravega cilja, sedaj podaja Korošca. Rokavec. Še vedno Rokavec do Goloba, ta vrača Čučku. Podaja na levo stran, kjer je na Pušnika pritisnil Neskič, na koncu pa brez težav za Dabanoviča. Znova Korošec. Kristl do Bračka. Sedaj Bračko iz igre vrgel Anđeliča, se še vedno Bračko. Korošec na desno stran, Kovačevič. Pušnik je poizkusil s predložkom, na koncu pa v bloku goste in udarec iz kota za Bistrico. Izvajalec številko 2 Pušnik.
Podaja proti oddaljenejši vratnici, najvišji v skoku je bil Ploj. Še enkrat več izbija Ploj. Kmetič uspešnejši od Kristla. Kmetič proti Anđeliću. Anđelić nenatančen pri oddaji žoge. Anđelić morda manjka zaenkrat seveda nekaj hitrosti gostom, ko leti skozi sredino, iščejo svoje priložnosti. A treba izpostaviti, da Korošec in Bračko sta zelo, zelo hitra nogometaša, ki nasprotniku puščata malo prostora. Seveda k temu pripomore tudi Kristl na desni strani. Kovačič, še vedno Kovačič. Kovačič v samostojni akciji. Kovačič vrača proti Korošcu. Korošec do Martinčiča. Martinčič in Kmetič v dvoboju. Out za domače. Korošec, Bračko, Bračko je iskal Kristla, umešal se je Golob. Ploj pritiska. Ploj je pritisnil na Vidmarja in na koncu tudi priboril pot svojemu moštvu. Zelo, zelo pazljivi bodo morali biti domači, ko bodo gostje iskali svoje priložnosti proti napadov. Še enkrat pogledamo, koliko hitrejši je bil Ploj in ta njegov pritisk se je izplačal. Drugi kot za Rogaško. Nov predložek Anđelića, najvišji so bili nogometaši Bistrice. Zelo optimističen poizkus Reška z velike razdalje z voleja, ki pa je končal visoko oziroma odletel visoko čez vrata vratarja Dabanovića. Še vedno začetnih 0-0, ki prinaša naslov domačim. A jasno, veliko še pred nami. Kristl najvišji. Anđelić je lepo odložil do Ploja. Ploj vrača do Reška. Mraz. Čuček. Znova do Mraza. Še enkrat več Čuček. Mraz z diagonalno podaja na levo stran, kjer se je lepo odkril Rešek. Dobro se je tudi znašel Pušnik, vendarle out za goste. Nogometaši Rogaške veliko teh svojih priložnosti iščejo s temi visokimi diagonalnimi podajami. Anđelić fizično močnejši od Korošca, ki pa je bil na koncu bolj spreten in pravočasno žogo oddal svojemu vratarju. Kmetič, Anđelić, Golob v prostor proti Ploju. Skupnimi močmi sedaj od Ploja uspešnejša Vidmar ter Rozman. Nov out za Rogaško. Znova Ploj. Ploj in Ribič v dvoboju, izbija vse skupaj Rozman. Brez prekrška. Kmetič je iskal Anđelića, še vedno pa žoga v posesti Rogaške. Golob na levo stran do Neskića, ali ta se je znašel v prepovedanem položaju. Domači so preživeli sedaj prvi nekoliko intenzivnejši pritisk Rogaške. Na zadnjih 5 obračunih so nogometaši Bistrice vknjižili 3 zmage, 1 remi in 1 poraz, se pravi 10 osvojenih točk. Edini poraz v tej sezoni pa so doživeli v 15. krogu na gostovanju v Cirkulanah z 1-0, kateri tudi jim je na nek način, oziroma v Cirkulanah v prejšnjem krogu so zapravili to svojo prvo meč žogo, če lahko se izrazim nekoliko poteniško. Predtem pa premagali Dravinjo 4-1, Dravograd 1-7 ter Zreče 4-0. Remizirali pa v 11. kolu prav tako na gostovanju v Cirkulanah z 0-0, torej zasedba je Halos. Cirkulane so tista ekipa, ki Bistričanom nikakor ne leži, igrajo zelo, zelo obramben stil nogometa, tako ne puščajo veliko prostora.
Na drugi strani pa imamo Rogaško, ki je na zadnjih 5 prvenstvenih obračunih vknjižila 4 zmage in 1 poraz, se pravi 12 osvojenih točk. Edini poraz so doživeli v 13. krogu proti Dravinji s 4-0, skupno prvenstvo pa so doživeli 2 poraza, oba proti Dravinji, ki je na nek način že skozi celotno zgodovino tekmec, ki Rogaški nikakor ne ugaja oziroma jim predstavlja veliko oviro. Anđelić in Anđelić v priložnosti na koncu obramba Dabanovića. Velike težave je imel sedaj Vidmar. Zelo slabo je ocenil žogo Vidmar. Nova priložnost za goste, a še enkrat več je Dabanović tisti, ki Bistričane drži pri prednosti oziroma pri točki, ki prinaša naslov. Poglejmo tole akcijo, ki se je zgodila v prejšnji situaciji. Zares zelo slabo je let te žoge ocenil branilec domačih Vidmar. Anđelić pa nenatančen oziroma nekoliko prešibko je sprožil. Drugače rečeno bi lahko rekli, pravočasno je nogo postavil Dabanović. Zaključim prejšnjo misel, 4 zmage na zadnjih 5 tekmah pa so nogometaši Rogaške vknjižili proti Zrečam, enkrat 4-0, drugič pa 3-0, Dravograd so ugnali 3-1 ter Cirkulane s 3-0. Podaja znova proti oddaljenejši vratnici, a še enkrat več nenatančna. Bistričani so po intenzivnem začetku nekoliko izgubili svoj kompas oziroma nogometaši Rogaške so vzpostavili ravnotežje ter preko hitrih protinapadov v težave spravljajo obrambo domačih. Rokavec. Prekršek Korošca nad Anđelićem. Bračko je prebral namero Rokavca, vendarle na koncu žoga srečno do Goloba. Ta pa takoj na levo stran, kjer se odkriva oziroma se je dobro odkril Rešek, še vedno posesti Rešek. Golob. Mraz. Nogometaši Bistrice so sedaj stopili nekoliko nazaj, kar zagotovo ni situacija, katero bi si želeli. Neskič, tokrat dobro obrambi Vidmar, Kristl z glavo proti Polegeku, uspešnejši od Polegeka, Čuček, Rešek, Neskič strelja mimo gola. Še ena priložnost Rogaške je splavala po vodi, ostaja 0-0, gostje pa so iz minuto v minuto vse bolj nevarni. Nova zapravljena žoga v zvezni vrsti strani domačega moštva, na to pa Rešek proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil najvišji v skoku Neskič, a nekoliko nenatančen. Bračko do Martinčiča, Kristl, sedaj kar 2 prekrška strani gostov in prosti strel bo za Bistrico. Bomo videli, ali lahko domači do svoje prve prave priložnosti, morda celo strela v okvir vrat pridejo standardnega položaja. Prosti strel pa bo izvedel številko 18 Kristl.
Marjenekši vratnici, pravočasno izvrat Wunderl. Ploj s podajo proti Kmetiču, izvrat Dabanović. Dobro je sedaj prebral igro gostov Dabanović. Martinčič ima nekaj prostora, Martinčič v samostojni akciji na mestu Golob. Zelo, zelo močno v vsakem duelu, tako z ene kot z druge strani. Rokavec, v obrambo se je vrnil Martinčič. Izjemen ritem igre spremljamo tako z ene kot z druge strani. Mraz. Rokavec. Rokavec na levo stran, kjer je Rešek. Rešek znova vrača do Mraza. Ta prepušča Anđeliću. Anđelić takoj diagonalno podaja na levo stran, kjer se je še enkrat več dobro odkril Rešek. Greško uspešnejši Kovačič, ki izbija. Mraz mirno do Wunderla. Čuček izbija, na nje je dobro pritisnil Polegek. Mirno Vidmar do Ribiča, Martinčič je podaljšal do Polegeka. Out za Rogaško. Rokavec je iskal Pljuja, nenatančna podaja Rokavca. Pušnik vrača Vidmarju, ta vse nazaj do Dabanovića. Dabanović s podajo proti Kovačiču, Kovačič in Rešek v dvoboju. Na koncu nekoliko srečnejši, spretnejši Rešek, a žoga v posesti domačih. Bračko prostor, Polegek strelja, 1-0. Vodstvo domačih, strelec zadetka pa številko 9. Polegek, kar naenkrat se domačim ponudila ta priložnost, katero je izkoristil Polegek in iz prve prave nevarnosti je Bistrica prišla do prednosti. Poglejmo tole akcijo, izjemna podaja Bračka v prostor, Wunderl je nekoliko zamujal izvrat, na koncu pa z izjemnim strelom Polegek za 1-0. 28 minuti so Bistričani prišli do zlata vredne prednosti in goste pahnili v zelo, zelo težek položaj pred nadaljevanjem obračuna. Igralec številka 9, Aljaž Polegek. Bomo videli, kakšen odgovor pripravljajo nogometaši Rogaške, ali bo ta gol goste na nek način še bolj motiviral, ali pa jih bo spravil v težave, oziroma da bodo potrebovali nekaj časa, da znova pridejo do svoje organizirane igre. Rokavec. Še ena napaka Rokavca v zvezni vrsti. Vendar je na koncu out za Rogaško, iz avta Rešek. Kristl v prostor do Kovačiča. Navijače Rogaške ta zadetek ni nič kaj zmedel, še vedno glasno spodbujajo svoje varovance. V prepovedanem položaju pa med tem eden izmed napadalcev gostujoče zasedbe. Bračko mirno vrača proti Rozmanu. Znova do Bračka. Visoka podaja v prostor proti Kovačiču. Pravočasno sedaj izvrat Wunderl. Out za Bistričane. Znova Bračko. Še vedno Bračko. Bračko je iskal Pušnika. Prehitra podaja za slednjega.
Najvišji skok Korošec, sedaj pa v posesti Pušnik, fizično močnejši Anđelić, brez prekrška. Na koncu pa preoster nad Anđelićem Pušnik. Jasno skandiranje sedaj strani gostujočih navijačev ni predaje, s tem jasno želijo svojim ljubljencem sporočiti, da morajo ustrajati. Korošec pa medtem uspešnejši od Kmetiča. Če bodo domači tako čvrsto odigrali, kot so odigrali večino tega prvega polčasa, bodo goste zelo težko prišli do zadetka, a imeli so svoje priložnosti. Predvsem gre izpostaviti zapravljeno Anđelića. Preoster pa sedaj Rokavec, kateri bo za ta štart prijel rumen karton. V počasnem posnetku lahko vidimo prvotno to posredovanje domačega branilca, na to pa še zares oster štart nogometaša zvezne vrste Rogaške. 32. minuta sreča, rumeni karton za ekipo Rogaške, številka 7, Mario Rokavec. Še vedno je na tleh številko 14 Vidmar. Štart gostov, tokrat visoko dvignjena noga Kodelića, kateri si je prislužil rumeni karton, 2 rumena kartona sedaj v minuti za goste. Vendarle ni resneje skupil napadalec Bistrice, še enkrat več si lahko ogledamo to manjšo nespretnost oziroma nepazljivost Kodelića, za katero je prejel rumen karton. Prosti strel bo za domače znova izvedel številko 18 Kristl. Na kratko do Ribiča, ta je iskal Martinčiča. Golob proti Ploju, tokrat je Ploj nekoliko nespretno ocenil let te žoge. Podajo v prostor Anđelića, od Neskiča, na koncu uspešnejši Rozman in znova žoga v posesti domačih. Rešek s prsmi mirno do Goloba. Rešku jasno se vidi, da je nogometaš z veliko izkušnjami, seveda s prvoligaškimi, da v teh težkih položajih za nogometaša odreagira zelo, zelo mirno in kvalitetno. Korošca je sedaj pritisnil Kmetič, še vedno Kmetič, Korošec popravlja svojo napako, takoj napad do Polegeka, prekršek nad slednjim. Zakrivil ga je številko 5, kapetan Rogaške Čuček, ki je obležal, kot vse kaže, prijel neprijeten udarec v tem dvoboju. Do tega kroga seveda je bilo odigranih 90 obračunov v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Videli smo 48 zmag domačih in pa 30 zmag gostov ter 12 neodločenih rezultatov. Najvišjo zmago v sezoni pa so zabeležili Podvinci, ki so v tretjem krogu z 0-7 ugnali Dobrovce. Z enakim rezultatom so tudi v 10. krogu nogometaši Cirkulan ugnali iz Reče. Doseženih zaenkrat je bilo 314 zadetkov, 180 proti 134 je, kar se tiče gol razlike v prid domačih moštev, kar 3,5 zadetka na srečanje.
Res zelo, zelo dober podatek, ki nam pove, da se v tretji ligaški konkurenci igra zelo napadalen stil nogometa. Medtem Čuček počasi tudi ostaja in kot vse kaže, bo lahko nadaljeval s tem obračunom. Korošec vrača Kristl, znova do Korošca. Ta spodajo proti Martinčiču, še vedno Martinčič. V obrambo se je vrnil Rokavec in kot za Bistrico. Po tem zadetku v 28. minuti Polegeka so se gosti nekoliko izgubili. Zaenkrat so še v manjšem šoku, jasno zavedajo se, da sedaj potrebujejo 2 zadetka, če želijo priti do naslova. Seveda v primeru, da Bistričani ne dosežejo več nobenega. Iz kota sedaj Pušnik. Pušnik proti oddaljenejši vratnici. Najvišji v skoku je bil sicer Rozman, a žoga je bila previsoka za tega nogometaša in gol out za Wunderla. Gostje že nadaljujejo z igro. Višje so sedaj stopili domači. Golob. Pušnik in Neskič v dvoboju. Pušnik je dobro spremljal samostojno akcijo Neskiča. Zaenkrat tako Neskič kot Kmetič nekoliko nevidna v fazi napada. Rokavec z diagonalno podajo proti Anđeliču. Še vedno Anđelič. Anđelič v preigravanju. Anđelič strelja mirno, Dabanović. V počasnem posnetku strel Anđeliča, dobro je bil prostravljen Dabanović. Še enkrat več v dvoboju Pušnik ter Neskič. Vmešal se Korošec, ki s podajo v napad išče Kovačiča. Napako si je sedaj privoščil Wunderl. Sprožil je z roba kazenskega prostora Kristl, brez pravega dela za Wunderla. V taboru domačih so sedaj zahtevali najstrožjo kazen. Glavni sodnik je samo zamahnil z rokama. Dovolj hiter Rozman, ki je pametno nastreljal Neskiča in tako priboril out svoji ekipi. Še enkrat več lahko vidimo to situacijo iz prejšnje minute, ko je sprožil z roba kazenskega prostora Kristl. Predtem pa so v taboru domačih zahtevali 11 metrovko. Glavni sodnik se za njo ni odločil. Mirno s prsmi Vidmar do Dabanovića. Izdal ta Pušnik, ta proti Korošcu, vendar le do žoge gostje, katero je zapravil Kodelič. Kmetič pomaga v fazi branjenja, Martinčič sedaj uspešnejši od Kmetiča. Še vedno Martinčič v prostor proti Kovačiču, nekoliko prehitra podaja je bila to na koncu Martinčiča, a vidimo, da domači lahko zelo, zelo hitro preidejo iz faze branjenja v napad. V časnem posnetku znova ta podaja Martinčiča.
Unovič igra z visoko nogo, tokrat je ta prekršek zakrivil Kmetič. Prosti strel za domače bo izvedel Korošec, ta takoj do Kristla. Ribič znova proti Korošcu, pametno Korošec, Ribič, Martinčič v prostor do Ribiča, domači so vse bolj razigrani. Znova Ribič proti oddaljenejši vratnici, kjer se je odkrival Kovačič, višji v skoku Rešek, a to bo tretji udarec iz kota za Bistrico v tem prvem polčasu. Tokrat izvajalec številko 18 Kristl. Kristl proti oddaljenejši vratnici, najvišji v skoku je bil Rozman, z golove črte pa je zbil Mraz. Izjemna priložnost za povišanje prednosti. Poglejmo še enkrat. Iz kota Kristl, lepo je na oddaljenejši vratnici našel Rozmana, Wunderl je nekoliko zamudil, na koncu pa iz golove črte izbija Mraz. Medtem pa out za Rogaško izvajalec številko 13 Rešek. Anđelić je sedaj z bližine nastreljal Kristla. Zdravniško pomoč sedaj potrebuje nogometaš zvezdne vrste pri Bistrici. Zelo neroden udarec oziroma z velike bližine žoga zadela v glavo Kristla. V tem prvenstvu je zaenkrat bilo dosojenih 30-11 metrov, videli smo tudi en avtogol, pokazanih je bilo 481 rumenih in 25 rdečih kartonov, nastopalo je kar 325 nogometašev, sodilo pa 26 različnih glavnih sodnikov. Tekme si je ogledalo 4944 navijačev, seveda v primeru, da ne bi bilo teh korona ukrepov, bi bil ta podatek zagotovo bistveno višji. Največ pa se jih je zbralo v drugem krogu na koroškem derbiju med Dravogradom in Korotanom, kar 350, a jasno, kot že rečeno, da ne bi bilo covid ukrepov, bi na tem koroškem derbiju zagotovo bilo prisotnih vsaj 700 do 800 navijačev. Anđelić proti Kmetiču, od Kmetiča hitrejši, spretnejši Korošec. Korošec, Martinčič. Obrambo se je pravočasno vrnil Kmetič. Polegek proti Martinčiču. Ta na kratko do Kristla. Kristl na desno stran, kjer je Kovačič. Ta mirno vrača do Pušnika. Pametno sedaj so domači držali žogo, bi lahko rekli, na to pa nekoliko nespameten poizkus. Teče zadnja 45. minuta prvega polčasa. Kodelić, prekršek Martinčiča. Golob, Rokavec. Rokavec na desno, kjer je Kodelić, ta vrača do Čučka. Mraz.
Anđelić je podaljšal, iskal je Ploja uspešnejši Rozman. Znova na mestu Rozman. Prekršek Anđeliča. Prosti strel za domače sedaj izvaja Korošec. Ta pametno, mirno vrača do Rozmana. Vidmar. Še vedno Vidmar. Rozman. Bračko, veliko prostora ima Bračko. Bračko takoj spodajal prostor, kjer je odtekal Martinčič, ali ta je bil tudi v prepovedanem položaju, a za vsak slučaj pravočasno izvrat Wunderl. Rokavec. Teče že druga minuta sodnikovega dodatka. Ploj in Rešek v nesporazumu, out za domače. Korošec je lepo videl tekajočega Polegeka. Anđelić, Golob do Kodeliča, še vedno Kodelič, v obrambo se je vrnil Polegek, Martinčič takoj do Bračka, Bračko je krenil, veliko prostora ima Bračko je spodajal, iskal Kovačiča na mestu Mraz in četrti udarec iz kota za domače v tem prvem polčasu. Še enkrat poglejmo to hitro izpeljano akcijo Bistričanov. Na zadnjem trenutku je bil na mestu Mraz, ki je morda preprečil povišanje prednosti. Se opravičujem, bil je met iz avta za domače, Ribič pa na koncu nenatančen pri samem predložku. Teče pa že tretja minuta sodnikovega dodatka v tem prvem polčasu. Golob takoj z diagonalno podajo na desno stran, kjer je skok Metiča. Zbil je Ribič, vendarle znova do posesti nogometaši Rogaške, Rokavec lepo do Neskiča. Ale ta se je znašel v prepovedanem položaju. Seveda domačemu vratarju se nikamor ne mudi. Glavni sodnik je med tem odpiskal konec prvega polčasa. Na odmor z minimalno prednostjo 1-0 odhajajo varovanci Simona Dvoršaka, nogometaši Slovenske Bistrice, strelec zadetka pa v 28. minuti Polegek. Ta zadetek si lahko pogledamo še enkrat. Izjemna podaja v prostor in na to sijajen strel, močno natančno za 1-0. Nogometaši Rogaške so pred tem imeli 3 lepe priložnosti, predvsem tukaj v oči bode zapravljena Anđeliča, ko je odšel 1-1 z vratarjem Dabanovićem, kateri pa se je izkazal z obrambo. Z moje strani je bilo to vse, kar se tiče prvega polčasa. Hvala lepa in seveda naslišanje čez dobrih 10 minut.